Medtem ko se večina medijev ukvarja s tem, ali ima ali nima direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje Doris Urbančič-Vindiš podporo pri izdani nezaupnici, mi preverjamo dejstva. Dejstvo je, da je mariborska občina edina izmed občin ustanoviteljic, ki je Zavodu za turizem Maribor-Pohorje vse od ustanovitve leta 2013 redno poravnavala svoje finančne in ustanoviteljske obveznosti. Ostale občine, Hoče, Slivnica, Starše in Rače Fram pa do danes niso poravnale niti enega evra. Kot razlog so navajale, da od dela zavoda nimajo ničesar in da če bi imele, bi tudi plačevale svoje obveznosti. S tem, ko so izrazili podporo direktorici zavoda, tega ne morejo več trditi. Logično torej lahko pričakujemo rebalans njihovega proračuna in zagotovitev ustanoviteljskih sredstev za zavod. Pa poglejmo, koliko denarja naj bi oziroma je zavodu namenila posamezna občina. Po odstotkih glede na število prebivalcev v posamezni občini je mariborska občina plačala Zavodu za turizem od leta 2013 do 2015 2.838.000 evrov. Ostale tri občine skupaj naj bi dale slabih 577.000 evrov, pa niso. Od leta 2016 do 2018 je Maribor namenil 3.230.000 evrov, ostale občine pa naj bi skupaj dale nekaj manj kot 656.000 evrov, pa niso. In skupni dolgovi občin od ustanovitve zavoda? Maribor brez dolgov. Za občino Hoče, Slivnica je dolg skoraj 620.000 evrov, Rače Fram dolg slabih 393.000 evrov. Če bo stališče občine Starše enako, je dolg nekaj več kot 220.000 evrov. MOM je do sedaj skupno zagotovila za delovanje zavoda 6.067.421 evrov. Če bo iz mnenja občinskih svetov možno razbrati, da Vindiševa in Zavod za turizem Maribor-Pohorje dobro upravljata svoje delo, lahko pričakujemo začetek postopkov, da občine soustanoviteljice poravnajo svoje dolgove in s tem svoje ustanoviteljske obveznosti. V sporočilu za javnost je mariborska občina ostro zapisala, da če do sprememb ne bo prišlo in bodo člani sveta samo sedeli za mizo, sejnine in kosilo pa bo še naprej plačevala mariborska občina oziroma Mariborčani, bodo izvedli korenite spremembe, ki so že pripravljene.